Sledeča oddaja je bila posneta s pomočjo prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer. Oče, hvala ti za Božjo besedo. Vemo, da je sebičnost vseh nas ukoreninjena in zares moramo prisluhniti Božji besedi na to temo znova in znova, da bi lahko upali, da se tega rešimo. Tako nam danes pomaga, da bomo imeli odprta ušesa za vse, kar nam imaš zapovedati v Jezusovem imenu. Amen. Veste, da ni dobro začeti dneva, ko postavite svoj nase. Pismo Kološanom 3:2 pravi, mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. To ne pomeni, da samo posedate naokrog in mislite na zvezde, oblake in angele. Mislim, tudi to ima svoj prostor in je dobro, vendar sama mislim, ob izreku postavite svoj na to, kar je zgoraj, da on govori o skladnosti z Božjo voljo. Postavite svoj Vi se morate uskladiti in bolj zgodaj zjutraj, ko to storite, bolje za vas. Včasih, če napačno začnete dan, je lahko ves dan slab. Tako vas hočem spodbuditi od samega začetka, ko zjutraj zamežikate v nov dan, ali pa še niti ne odprete oči, vendar ste v svoji notranjosti že zbojeni in še nočete pogledati. Ne osredotočite se na miselnost, kaj pa jaz. Zelo lahko je tako ležati in misliti o vsem, kar bi vas lahko srečilo ta dan in kako se jezite na vse ljudi, ki vam ne dajo, kar potrebujete. Vi pa se lahko zelo okrepite, še preden postavite svoje stopala na tla. In to samo s svojimi mislimi. Tudi sama sem bila takšna. Veliko let sem tako preživela, vendar so vsa ta leta bila zame bedna. Naučila sem se namenoma razmišljati in tudi vas hočem naučiti, da začnete misliti namenoma. Kako ste lahko blagoslov za druge? In da to začnete zgodaj zjutraj. Nikar ne začnite dneva, da ste osredotočeni le nase. Začnite svoj dan z mislijo, kako ste lahko blagoslov nekomu drugemu za Božjo slavo. Jezus je rekel, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil, potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci. Kako naj svet spozna Jezusa? Najprej, da vidijo nas, ko izražamo ljubezen drug do drugega, prenehati moramo s samimi prepiri v cerkvi in s prepiri glede nazivov. Kdo izmed nas je 100% v dovršenem nauku? Nihče. Mi vsi bomo enkrat že izvedeli, ko bomo prišli v nebesa, kdo je imel prav in kdo ne. Vendar pa Bog hoče, da se vadimo, brusimo in ostanemo v edinosti. In potem moramo doseči tudi druge ljudi. Seveda, da pridemo do vernikov, pa tudi do tistih, ki ne verujejo. Zares se je težko prepirati z nekom, ki je vedno znova prijazen do vas. Vi lahko nekomu pridigate do onemoglosti, vendar če ne boste delovali tako, kot govorite, potem tem ljudem ne bo veliko pomenilo. Z druge strani pa mi vsi lahko sporočamo zelo glasna sporočila, brez da bi sploh odprli usta. Rekla sem, da lahko zelo glasno pričujemo svetu, ne da bi sploh odprli usta. Ne da je karkoli narobe, če odpremo usta. Vendar mnogokrat ljudje niso željni poslušati našega pridiganja. Mi vsi radi govorimo, vendar pa je Bogu ljubše, da živimo življenje, kateremu nas je On sam poklical in to pred njimi v trdnosti, tišini in to dan za dnem, vsak dan. Proti takšni drži se ljudje ne more opirati dolgo. Sveto pismo pravi o apostolskih delih 10:38 in sama imam rada to vrstico. Vi veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil svetim duhom in močjo, hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela. Zveni tako enostavno. Naš čudoviti, močni, osupljivi Jezus se je vsak dan vstal in šel okrog, da je delal dobro. Veste kaj? Ne mislim, da je poležaval na svoji rogoznici ali na čemerkoli je že spal. In ko se je zjutraj zbudil, dvomim, da je premišljeval o samem sebi. Dvomim, da je tam ležal in premišljeval o tem, kako se je razjezil na svoje učence, ker ga niso poslušali in niso razumeli prvič, ko jim je kaj povedal. Dvomim, da je imel takšno misel. Kaj pa jaz? Kako bom danes dobil to, kar si jaz želim? Ne. Gotova sem, da je mislil, kako bo postal blagoslov za vsakogar, da bo s tem napravil dobro. Če mislite slabo, ne boste delali dobro.
Z druge strani, če mislite dobro, ne boste storili hudobije. Kamor gre mu človek sledi. Naj vam še enkrat povem, če slabo mislite, ne boste delali dobro. Vendar, če mislite dobro, ne boste počeli slabih stvari, kajti vaš vas pripravlja za delovanje. Bodimo praktični in dala vam bom primer, ki ga izrečem skoraj vsak dan. Bog, hočem, da sem blagoslov vsakemu, ki ga danes srečam, dopusti mi, da bodo zame dobiček. Dovolj časa sem živela svoje življenje tako, da sem vedno prejemala kaj od vsakogar, ki je bil okrog. Jaz hočem oplemenititi druge ljudi. To, kar bi zgodaj zjutraj morali storiti, je, da pomislite, koga boste srečali ta dan. In potem usmerite svoj na to, da jih na nek način blagoslovite. Pa naj bo to, da jim izrečete poklon, da lepo zgledajo, da ste jim hvaležni, da jim pomagate pri njihovih potrebah, da zanje molite, ko vidite, da je v njihovem življenju nekaj, za kar je potrebno moliti. Poslušajte me, bolj ko boste mislili na druge, bolj boste svoj razbremenili samih sebe in bolj boste srečni. Nekateri izmed vas mislijo, izgubil sem veselje, ne vem, zakaj nisem več vesel. Ena stvar je, ki jo lahko storite, je, da se vprašate, kaj sem storil za druge. Vi boste zelo hitro povezali stvari. Najmogoče je hoditi v ljubezni in se počutiti zares bedno. Janez 13. poglavje 17. vrstica. V 13. poglavju Janezovega evangelija vidimo, da je Jezus opravljal osupljive stvari. Umival je noge svojim apostolom in je šel tako daleč, da jim je povedal, da je to storil kot primer, da bi tudi oni natančno tako storili, kakor je on storil. In vi poznate vso zgodbo, da ne govori samo o umivanju nog. Pravzaprav pomeni, da opravljate stvari za druge ljudi in da ste pripravljeni storiti tudi majhne, neugledne stvari, ne glede na vaš status v družbi. Nihče ni bil višji od Jezusa, nihče ni imel več avtoritete kot Jezus, nihče ni imel več moči, odličnosti ali dostojanstva kakor Jezus. In on sam je postal služabnik z brisačo v roki in je umival te umazane, smrdljive noge. Sveto pismo pravi, da se je opasal, si nadel služabniška oblačila. Prepričana sem, ko je končal, da je odložil služabniška oblačila in si nadel svojo. Veste, ko se zavedamo, kdo smo v Kristusu, potem vemo, da se nam ni treba dokazovati in nismo ponižani, ko opravljamo mala služabniška dela za druge ljudi. To je ena izmed stvari, ki nasmehne Boga. In če se zgodi, da vas Bog uporabi v velikih stvareh ali pa ste nekje na vodilnem položaju in imate avtoriteto, je ena pot, da uspemo kontrolirati sami sebe, da ne postanemo preveč ošabni, da opravljamo majhne stvari za druge ljudi. Janez 13:17 je vrh prizora z umivanjem nog. Če to veste, blagoslovljeni in srečni ter blagor vam, če boste tako delali. Če se boste zares ravnali po njih. Tako lahko tukaj povežemo stvari. Če zares želite, da bo življenje vsakega mimoidočega v resnici za vas dobiček, boste postali bolj veseli. Ali lahko vsakdo na tole pritrdi z amen? Koliko izmed vas misli, da bi morali imeti kakšnega dobrega opominjevalca, da bi bili večji blagoslov drugim ljudem? Veste kaj? Zares preprosto je, da v svoj postavimo le sebe. Iskreno mislim, da je to sporočilo tisto, ki mu moramo prisluhniti vsak dan, da nas opomni. V sebičnosti smo rojeni. Ni potrebno, da bi se trudili za sebičnost. Če ne verjamete, da ste rojeni v sebičnosti, poglejte malega otroka. Mi dva imava 10 vnukov in 2 izmed najmlajših sta stara 3,5 in 1,5. In veste, da sta blagoslovljena, imata vse mogoče igračke. Njuna mama se ves čas igra z njima, vedno ima kaj bere. Zadnjič sem bila z njima in eden izmed njiju je hotel prav tedaj nekaj storiti in ona mu tega ni dopustila in mu je odvzela majhno električno igračo in lahko si mislite, da je bil konec sveta. Mislim, takšno kričanje, jok, takšni usmiljenja vredni pogledi, da so sami izražali sporočilo. Bilo je kakor, zaradi vseh stvari, ki jih lahko počne in je sedaj samo ena mala stvar, ki je ne sme, za kratek čas,
in ga spremeni v pravi kup nesreče. Veste kaj? Če se sami ne kontroliramo, postanemo ravno takšni. Kako lahko je misliti samo na to, česar ljudje ne storijo za nas in pozabiti vse to, kar delajo za nas? Kako lahko je začeti misliti o tem, kar nimamo in bi si želeli, namesto da bi mislili o tem, kaj nam je Bog že podaril, ko smo si kaj želeli v preteklosti v našem življenju. In sedaj se želimo spominjati teh stvari in da smo hvaležni zanje, medtem ko čakamo na druge. Ničesar ne vas ne bo strah, ampak v vseh stvarih z molitvijo, prošnjami in zahvaljevanjem posredujte Bogu svoje želje in mir, ki je onstran razumevanja, naj ohrani vaše srce in v Jezusu Kristusu. Bogu dajte spoznati svoje želje v zahvaljevanju. To pomeni, da moramo moliti s hvaležnim srcem za to, kako Bog deluje. Če se že pritožujemo za vse, kar je v našem življenju, veste, da mi je Bog nekoč spregovoril, ko sem ga za nekaj prosila, je rekel, zakaj ne bi ti dal še kaj drugega, ko se vedno samo pritožuješ? To je samo še ena stvar, da se boš pritoževala nad njo. Mislim, da bo danes prav zabavno. Vedno sem mislila le nase. Drugo pismo Korinčanom 5:15. Rada imam ta odlomek. Ali veste, da je Jezus umrl predvsem zato, da bi vas osvobodil vas samih? In dokler se popolnoma ne naveličate samih sebe, verjetno ne boste naredili nič na sebi. Vse, kar sebični ljudje mislijo, zadeva le njih same. Zelo osamljeni so, kajti tam so samo oni. Ko sem bila sama takšna, ni nihče živel v mojem srcu, ampak samo jaz. Vse je bilo, kaj pa jaz? Kako lahko dosežem to, kar hočem? In sem bila stalno razočarana, ko mi drugi tega niso podarili. Mislim, da je deloma bilo krivo to, da v otroštvu niso pravilno ravnali z mano. Moj oče ni nikoli napravil ničesar zame, ampak me je samo prizadel in tako sem začela sama sebi prisegati. Ko se bom tega rešila, me ne bo nikoli nihče več prizadel, zagotovo bom sama skrbela za svoje življenje. V bistvu je zelo lahko prevzeti to po naravni poti sebično držo, kot pa prejeti na čisto novo stopnjo. In tako je Bog potreboval kar nekaj časa, da je ta nesmisel izbrisal iz mojih misli in trajalo je zelo dolgo, da sem ugotovila, da je to moj problem. Neverjetno, kaj mi mislimo, da je naš problem, medtem ko smo največji problem v resnici mi sami. Mislim, to je res. Ne pripisujte nekomu drugemu odgovornosti za svojo srečo, vi se samo odločite, da ste srečni. Z veseljem služite Gospodu. Ni nam potrebno, da bi bilo vse po naše, zato da bi bili srečni. Veste, morali bi redno moliti. Bog, blagoslovljen sem in zahvaljujem se ti za blagoslove, vendar če pride dan, ko ne bom imel nič od tega, bom prav tako srečen, kakor sem prav sedaj. Pomislite na to, da niste samo srečni v Bogu zaradi tega, kar je On storil za vas, vendar ste v njem srečni, ker veste, da vas On ljubi. On je poslal svojega sina, da je umrl za vas in vi ste oseba, ki bo na veke živela. Sprašujem se, koliko ljudi gleda danes TV program, kajti to predavanje bo zagotovo na televiziji. In recimo, da ste kristjani in obiskujete cerkev, vendar niste srečni. Mislim, vi zares niste srečni. Sploh niste srečni. Nič miru, ni veselja, nič ni prav, nihče vam ne ustreza, ni vam všeč niti cerkev, kamor zahajate. Ko v nedeljo zapustite cerkev, se pritožujete na vsem, kar je mogoče. Veste kaj, ni vam treba živeti tako. Tudi sama sem živela tako dolgo časa in sem bila kristjanka. Mislila sem, da ljubim Boga. In sem ga, tudi do določene mere, vendar je bil moj ego tako zelo na poti v mojem razmerju do Boga, da ničesar nisem mogla doseči. In moja pot z Bogom je bila dolgo potovanje. Vendar vam hočem danes priporočiti, če me gledate po televiziji in vi ste tisti, katerim govorim. Napravite korak v veri in napravite odločitev, tako da se znebite svojega ega v umu in postanete blagoslov za nekoga drugega. Napravite to namenoma in zagotavljam vam, da bo vaša sreča zrasla.
Kaj bi se zgodilo na svetu? Kaj bi se zgodilo na svetu, če bi vsi kristjani delovali kot eno? Ne bi bilo dolgo in svet bi bil prepričan, da to, kar je Bog v nas napravil, je zelo nenormalno. Zelo normalno je živeti zase. Ni pa zelo naravno, da živite za druge ljudi. Vendar to je ravno to, kamor nas Bog kliče. Nič manj kot to. On nas ne kliče, da bi naredili kaj manj, kakor da podarimo svoje življenja, podobno kot je to On sam storil, samo da nam ni treba fizično umreti. Vendar je apostol Pavel rekel, vsak dan umiram. Veste, kaj ste mislili? Vsak dan moram reči ne samemu sebi, da pritrdim Bogu. Ni vedno prijetno, vendar je na dolgi rok vedno najboljša stvar, ki jo lahko storimo. Naj vam nekaj povem. Ko si izberemo svojo pot, bi za nekaj čas lahko bili vznemirjeni, vendar mi plačujemo velik davek za poceni vznemirjenje. Trenutno lahko imate to, kar si mislite. No, samo trenutno srečo. Vendar na to ležete zvečer v posteljo in je še vedno vas tista stara beda. In vi ne razumete, zakaj ste tako bedni. Saj sem bil v cerkvi. Naučiti se moramo, kako ubogati Boga. Spominjam se časa, ko sva skupaj z Davidom šla nekaj kupovat. Bila je slika za v hišo. In našla sem eno, ki mi je bila všeč, njemu pa ni bila. Kar ni tako nenavadno, veste, ko so ljudje poročeni, imata vsak svoj okus. Ni tako pomembno, da se strinjava vsem, ampak da se naučiva, kako se ob različnih pogledih dogovoriti v spoštovanju drug do drugega. Tako, ta slika ni bila všeč Davidu in je poskušal poiskati nekaj, kar bi bilo obema všeč. Meni ni bilo mar, če je obema všeč ali ne, meni je bila všeč. Dajte no. Mislim, vi se mi danes lahko ves čas smejite, vendar vam pravim resnico. Mi v resnici ne skrbimo večino časa za to, da bi bili drugi srečni. Dokler smo sami srečni, je to vse, kar je pomembno. Opozorila sem vas, da bo danes zelo dobro predavanje. Veste, moj mož David je zares miroljubna osebnost in potem, ko sem sama imela nekaj izbruhov jeze, kot naprimer ti nimaš nič rad, kar imam jaz rad, na. Končno je izrekel nekaj takšnega kot, samo naredi, kar hočeš. Dobro, vendar to ni enako, kot če bi rekel, da, draga, napravi, kakor ti hočeš. Morate gledati govorico telesa in barvo glasu. Besede so lahko iste, vendar sporočilo je popolnoma drugačno. Amen. In tako sem se za trenutek počutila tako samovšečno. Ha, dobila sem, kar sem hotela. In veste, kaj mi je Sveti Duh govoril v mojem srcu? Ti misliš, da si zmagala, vendar si popolnoma izgubila. Veste, zakaj? Mogoče sem pridobila to, kar sem hotela v mestu, vendar sem duhovno popolnoma izgubila, ker se nisem obnašala tako, kot je Bog hotel, da se obnašam. In nisem bila dovolj ljubeča, da bi imela voljo iskati še nekoliko dlje, da bi obema bilo všeč. Ni mi bilo mar, dokler je meni všeč. Hvala Bogu, prehodila sem dolgo pot. Koliko izmed vas se veseli, da sem z leti nekoliko zrasla? In verjamem, da mi je Bog dal milost, da vam vse to povem. In me sploh ne moti, ker resnično mislim, da če vam to pomaga, vse smo si vsi pravzaprav podobni. Samo to je, da večina ljudi vam tega ne bi povedala. Radi pričujejo, vendar nočejo govoriti o svojih osebnih preizkušnjah. In žalostno je, da mnogi ljudje, potem ko so prešli preizkušnjo, samo še mrmrajo, nikoli ne pridejo do pričevanja. Veste, kaj vam povem? Ne bo dovolj česarkoli zakupiti ali si vzeti s seboj od mojih izkušenj z Bogom v zadnjih 35 letih. Neverjetno, o moj Bog. Neverjetno je.
kako Bog lahko spremeni osebo. 2. Korinčanom 5:15. In za vse je umrl, da tisti, ki živijo, ne bi živeli sami sebi, ampak tistemu, ki je zanjo umrl in vstal. Sedaj, če jaz pravilno razumem Sveto pismo, je Jezus umrl zato, da nam ni potrebno biti v vezeh sebičnosti, kjer je edino pravilo življenja samo za sebe. On je umrl tako, da smo mi osvobojeni samih sebe. And trust me, Verjemite mi, da je to najbolj čudovita stvar na svetu. Koliko izmed vas se zaveda? Samo pomislite za sekundo, kako bi bilo čudovito, če bi bili dovolj svobodni, da vas ne bi skrbelo, kaj si ljudje mislijo o vas. Ali da bi bili dovolj svobodni, da se ne bi preobremenjevali s tem, kako izgledate in kaj si ljudje mislijo o vas ali kaj govorijo o vas. Kako čudovito bi bilo, da se ne bi uresničila vaša pot in zaradi tega ne bi bili razočarani. Mislim, to je prekipevajoče veselje, da ne dobite svoje poti in ste prav tako veseli, kakor če bi vse to prejeli. Kako čudovito bi bilo tako zaupati Bogu, da če On hoče za vas, da bi nekaj imeli, potem je zanj zelo enostavno, da vam to podari. In če vam ne podari, potem tega tudi ne potrebujete. Filipljanom 4:4-5. Veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se. Naj vsi ljudje spoznajo in priznajo vašo nesebičnost in obzirnost Svetega Duha. Gospod je blizu. Tako verjamem, da je povezava med veseljem in nesebičnostjo. Veselite se v Gospodu zmeraj, ponavljam vam, veselite se. Kako lahko to storite? Naj vsi okoli vas poznajo, da ste nesebični. Bodite potrpežljivi in prenašajte drug drugega. Zakaj? Gospod je blizu. Veste, znebiti se moramo lahkega življenja in najti visok način življenja. Jezus nas ni poklical k lahkotnemu življenju, ampak da bi živeli visoko življenje, življenje vstajenja. Apostol Pavel je rekel, da bi ga spoznal in da bi me moč njegovega vstajenja dvignila nad mrtve, tudi če sem v telesu. To je vstajensko življenje, ko ne morete dobiti tega, kar hočete in ste še naprej tako srečni, kakor da bi to že prejeli. To je življenje vstajenja, ko vidite prijatelja, da dobi to, kar si ti sam zase želel zadnjih 20 let in tega še vedno nimaš, pa lahko izrečeš: vesel sem zate, kaj te zaupam v Boga, da če bi On hotel, da bi to jaz imel, bi mi to že dal. Zakaj je potem tako, da če nekdo dobi to, kar si jaz hočem, in je potem prva stvar, ki jo pomislim: kaj pa jaz? Kaj pa jaz? In vi veste, da Bog hoče, da bi duhovno rasli do te točke, da bi lahko rekli: veš kaj, Gospod, jaz hočem to, prosil sem te za tole. Vendar bom za druge prav tako srečen in sem se odločil zaupati na tak način, da če ti hočeš, da bi nekaj imel, potem je v tvoji moči, da mi to podariš. Poslušajte, ni hudiča v peklu ali katerekoli osebe na zemlji, da bi vam onemogočila to, kar Bog hoče, da imate. A me slišite? Nehajte misliti na način: spet ta hudič, ali spet ta moj mož šef, ali da je kriv tisti ali oni. Da vam še enkrat povem, ni hudiča v peklu ali človeka na zemlji, ki bi lahko onemogočil to, kar je Bog pripravil za vas, da bi imeli, če le ne odmaknete svojih oči od Boga in ste srečni. Sploh ni mogoče. Veste zakaj? Ker je Bog mogočnejši kot kdorkoli. Nihče ni kakor naš Bog. In vse stvari so z njim mogoče. Luka 9:23. Zapomnite si, da je to nekaj, kar boste morali storiti vsak dan namenoma. Ko se zjutraj zbudite, posvetite nekaj časa, preden stopite na tla. Bog, pokaži mi, kako sem danes lahko nekomu v blagoslov. Pomislite, kaj lahko storite za osebo, s katero ste poročeni. Nikar ne ležite tam in se jezite, ker ni bilo opravljeno to, kar ste si želeli dan prej. In jaz ne govorim o tem, da bi drugi hodili po vas. Res je, da nekatere stvari morajo biti opravljene, vendar veste kaj? Ne boste nič dosegli, če se boste samo jezili.
Slišala sem en majhen amen od nekod. Vesela sem za to malo sestro, ki se nekako strinja z mano. Luka 9:23. Vsem pa je govoril. Vsem je govoril. Če vi sedaj mislite, no, predvideval sem, da bo danes pridigala o nečem drugem. Ne, to sporočilo je za nas vse. Če kdo hoče iti za menoj, naj se odpove sebi. Naj pozabi nase, izgubi pogled nase in vseh svojih interesov in se preda. To ne zveni preveč navdušujoče, a ne? Sedaj najprej naj vam jasno povem, da je tu neko ravnovesje, kajti Bog vedno poskrbi za ravnovesje. To ne pomeni, da vam ni treba skrbeti zase. To ne pomeni, da ne bi nikoli storili nič zase, ali se ne bi nikoli nič kupili, ali da bi v vsaki situaciji dopustili vsakemu drugemu, kar hoče, in vi ne bi nikoli imeli tistega, kar vi hočete. Namreč temeljno načelo tega, kar vam danes hočem povedati, je, da nikar ne poskušate vsak dan vstati in narediti samih sebe srečne. Nehajte se ukvarjati sami s sabo. Pozabite na vse. Moramo pozabiti o vsem, kar že dolgo časa pričakujemo, da lahko najdemo to, kar hoče Bog. Amen. Ko darujem misionarski skupini Joyce Meyer, čutim, da sem blagoslov za druge, ker ko ti daruješ njim, se oni razdajo za druge. Nekdo mora plačati, da se oddaje posname in predvajajo, da se lahko natisnejo knjige, ki jih beremo in se toliko iz njih naučimo. Če ti daruješ njim, v resnici daruješ vsem, mnogim ljudem po vsem svetu. Biti partner misionarske skupine Joyce Meyer je zame priložnost povrniti za dobroto. Ti si tu. Predvajana oddaja je bila plačana s strani prijateljev in sodelavcev misionarske skupine Joyce Meyer.